pomoč kmetom pri naložbah v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih s primarno kmetijsko proizvodnjo je bilo razpisanih 28.600 evrov. Upravičenci jih bodo lahko porabili za posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Jaz sem zadovoljen, da imamo v Tržiču še veliko pridnih ljudi, ki jim je kmetijstvo, živinoreja, gozdarstvo, pa tudi društva v krvi, v načinu življenja. Ti ljudje, ki to delajo, ne delajo dobro samo zase, delajo dobro tudi za širšo skupnost, kajti pokošeni travniki, urejene gozdne poti, urejeni gozdovi so zanimivi tudi za turiste, za obiskovalce, za rekreativce. Za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji je bilo namenjenih 3.800 evrov, za spodbuditev novih investicij za delo v gozdu 6.600, v podporo delovanju društev oziroma združenj z področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja pa še 2.800 evrov. Kriteriji so več ali manj predpisani. Na eni strani moramo paziti, da ne gre za tako imenovane nedovoljene pomoči. Na drugi strani se pa seveda od lastnikov zahteva konkretna dokazila o nakupu za povrnitev stroškov. Danes ste slišali tudi arhive z tega področja, je treba hraniti 10 let, tako da seveda nekaj pomoči je, brez papirja in pa brez žigov pa tudi nič. Župan se je na včerajšnjem podpisu pogodb z upravičenimi prosilci občinskih sredstev dotaknil aktualne problematike v kmetijstvu. Ljudje bi imeli še več volje, še več želje po delu, če bi bilo seveda administrativnih ovir nekoliko manj, ampak to je pa naša skupna naloga, da jih odstranjujemo eno po eno, vsako leto kakšno.